Dobrodošli na Ocvirki podcast. Lepo pozdravljeni v današnji 20. epizodi Ocvirkov podcast. Še 8 epizod in lahko zaključimo. Ja, Tako. v bistvu še 6 epizod, pa bova v top 10% podcastov na svetu, ki so se obdržali. Ki so se obdržali tako. Ja. Počasi lahko, morda, če bo Nehava. čas. Ne. Mogoče počasi pričakujemo kakšnega gosta, morda bomo samo vidva, morda bo samo Matej. A nisi ti govoril, da boš imel neke monologe tudi? Jaz imam veliko idej. Si mar si kaj govoril? Kako si kaj danes, kak napreduje, kaj je tvoj keto? A si še na keto? Nisem skos na keto. Kak pa si? Kdaj si na keto? Tako imam, da hočem biti vsaj 10 dni zapored, vsak mesec, Okay. pol pa še, ko se mi zlubi. Oziroma, ko mi je convenient. Pač ne bom Kdaj pa ti je convenient, če si sam pač doma, pa si lahko ful prilagajaš obroke ali na kakšen način? Aha, to je Ali convenient. pa če nočem, mislim, če imamo neko praznovanje ali neki, bom si splaniral, da ne bom na keto. Če pa, Da lahko poješ. če pa bo to v tistem 10-dnevnem obdobju, pa sem pa držal. Kak imaš pa kaj, ali si pa opazil zdaj še kaj posebej efektov oziroma kakšna nova izboljšanja? Nekaj si omenil, mislim, rekel si, da ti za spanje ful dobro vpliva in da rabiš ful manj spanja. Ja, sam ne počutim se, kot da pač boljš spim, ampak sam da rabim manj spanja, kot ponavadi. To je dobro. Ne vem, je pa to ful pogosto poročano na keto. Zato, ker kao bi ker telo uporablja bolj učinkovit vir energije, da se možgani, ko ful pravijo, da ko si na keto, da pač imaš to mentalno jasnost, da si zbran bolj, ne? Ja. Ker nimaš cukra, ko bi ti zbijo energijo. In da zaradi tega, ker tega nimaš toliko dni, da se tudi možgani zjutraj prej lahko zalaufajo. Zanimivo, ok. Na to foro. Kaj pa si to kdaj čul, recimo, da, mislim, čul, vse to je pa moj efekt, da ti ostane, če ti zdaj ful velik sladkega poješ ali pa v zelo karbi, da ti ostane ful več glikogena, ki se naredi zaloga v jetrih. In pa lahko ti naslednji dan brneš to in se pač ful bolj si... tvoje gibanje je lahko veliko bolj eksplozivno. A si to kdaj probal, doživel? Ne, nisem. Tukaj sam vem, da je tukaj pač želiš glih obratno, hočeš glikogen čim prej sprazniti iz jetra. Ja, ampak ti ga sprazniš in ga pol nimaš 10 dni v bistvu, ne? Ja. Okay, kaj si imel, kakšne withdrawal simptome oziroma karkoli? Sam pač začutiš, če ne narediš nekega, pa tudi če narediš pač pazljiv prehod nazaj, ko pač začneš ogljikove hidrate spet jesti, lahko občutiš, eni rečejo temu keto flu, ampak jaz nisem imel v taki pač obliki, da bi res imel vročino. Sam pač čutiš, ko poješ ogljikove hidrate, pa če pol ne greš se glih gibati, da ti je malo vroče. A vroče ti je? Ja. To je tako sugar high pol skoraj. Ja, pa malo si tak... Živčen. Ne živčen, ampak... Nervozen. Napet. Ne, neč od tega. Glih obratno. Sam se pa menjkaj šel. Glih obratno. Pač tak ne zbran. Drowsy je angliški izraz, ne vem, kako bi rekel po slovensko. Drowsy. Ja, res to, tež bi pravel. Omotičen je malo preveč, ampak... V tej smeri, no? Ja, pač tak si... smeri, ja, zdaj sem spet najdel eno angliško besedo, da si foggy. Ja. In koga boš imaš volil? meglen Koga bom volil? Ne vem še koga bom volil, ko še nisem na idejo do konca pogledal pogovora. Ne, zajebavam se. To pa res nisem še kaj dosti o tem razmišljal. Kdaj so sploh volitve? Je v nedeljo, 22. Nekje tu. Tako. Pejte Volt! Ja, pejte Volt, to bi bilo res fajn. Jaz sem tole, ko prija tale podcast, ven bo verjetno že to konc. Ja, že verjetno vedel. A ti si drugače spremljal slučajno, kaj je ta podcast, ko ga je imel Selakovič? Ja, pogledal sem ta del, ko sta bila oba, bi rekel, ta glavna akterja v Sloveniji. Ko ne razumem. Ko je imel Janšata in Goloba.
Ja, no vse to mislim. A ja, ta del. Samo to epizodo sem del pogledal. podcasta. Ker si videl, da sta zdaj kar povsod bila. Zdaj je ful zanimiv, ker je podcast rato ena taka, no sploh recimo odklemna, zelo en velik medij, ki je očitno če dalje bolj prepoznan in ljudem veliko pomeni. V bistvu. Zelo tak, mislim, da je postal zelo kredibilen. Ja, ampak... Ali pa da ga ljudje tak je. Ampak hiter lahko ni, ne. Zakaj? Ja, vse tudi mi dva, kdaj zihr povemo, kako napačno informacijo. Ja, sigurno, v večini primerov. Ne, trudma se, da res ne bi. Ampak včasih se pač kaj zgodi. Sam mislil sem reči, da tudi, da sigurno se politiki zavedajo, zelo ko hodijo po teh podcastih, pomena in da ima to vpliva veliko moč, v kakej luči se prikažejo na takih medijih, ki so pač ljudem bliže, sploh mlajši generaciji. Pa ne vem, verjetno so videli, kaj se je zgodilo, ne, ko je bil Trump na Roganu. Pa se je Trump pač tam na Roganu prikazal v neki taki luči, kot da je pač res car, ne, pa res ful dober podjetnik, pa kak bo fajn. Pa se tomu kar gre, ne, se podjetnik je on kar dober. Ja, podjetnik je kar dober, ja. Ampak ja, tukaj, ti mediji bojo zdaj ful vplivali na volitve, po mojem, no. Jaz še nisem pogledal do konca tega podcasta, jaz mislim, da pogledal sem prve pol ure. Ja. Ampak zanimivo je, kak hiter se hočejo kregati, ne. Ja, mislim, no, pa samo med njima je res tenzija ful. Ja, čeprav sta se, no ona dva ne toliko trudila, ampak Selaković se je ful trudil, da ne bi takih tem odpiral, ne, ker ga ni toliko to zanimalo, glih zaradi tega, ker pač je to na televiziji. Ampak mi je pa dober point bil, ko je pač Janša rekel, da se mu zdi fajn, da so da sta na podcastu, ker na teh soočenjih pa to so res rushed, ne. Aha, ja, da nimajo časa, ja, veš da. Ni časa za razmislek, vsi govorijo en čez druga, vsak bi rad dobil pozornost, ful se morajo fajtati za pozornost, ne. Medtem ko tukaj pač ni bilo toliko tega, ne. Ja, dela dejansko pa več, čeprav vse sta bila še vseeno omejena. Ja, mislim, da so imeli mislim, da so imeli dogovor in pol so se pač tega držali, ni bilo zdaj glih neomejeno. Glede na to, da sta imela verjetno, da sta si naredila luknjo v urniku specifično za eno tako debato. Ful mi je zanimivo, da je naredil, da je podcast zapravo na ta način, da pač si lahko zvedel, oziroma lahko si ustvaril neko sliko o njunih osebnostih, bolj kot pa v samem političnem programu. Mislim, da je bilo v tem res na koncu ful malo razen nekega pogrevanja, pa tako no. Zdaj, kar me presenetilo je to, da nisem še nikjer zasledil, da ti kaj ne spojlam, ko je pač Robert povedal, zakaj se sploh lotil politike, no. To si poslušal. Ja, to sem še poslušal. No, to je bilo tudi ful tako, ampak tega ne bi zdaj mogoče. To je bilo kar zanimivo. Po eni strani se mi zdi to ful fajn stvar, kar si zdaj rekel, da se je pač osebnosti kazalo. Po drugi strani smo se pa spet oddaljujemo od pač cilja, oziroma cilja, to sem zdaj mogoče se narobe izrazil, ampak oddaljujemo se od tega, da bi ljudje volili politični program, ampak tako spet volimo osebo. Ja, tako je. Vse to je po eni strani kar problem. Ker isto ti, ko greš v trgovino, ne vidiš gospoda Jagra, pa ker ti je gospod Jagr všeč, pa se razumeš z njim, pa on vedno prijazen do tebe, pa te lepo poznaj pri trgovino. Ne boš ti zaradi tega šel, pač greš zaradi tega, kar kupiš pa tam, pa ker si zadovoljen z neko robo. Gre zaradi Jagrovega političnega programa v narekovaji, ker pač zdaj delamo reklam, pa gospod sosed Mercator tudi te lahko prijazen. Insert any store. Pa gospod Hofer, Aldi, da vse naštejemo verige. Ampak če greš pa v čokoladnico Coter, boš pa videl gospoda Coterja. Boš pa videl Coterja in mogoče te bo strah. Ja, to pa z veseljem reklamiramo v čokoladnico Coter. To bi lahko sponzoriš. Če bi znal nemško, bi lahko Coterja povabila. Res neverjeten podjetnik, no, kao vse je ustvaril. Ja, ogromno posesije naredil. A si jedel tisto čokolado že doma, kaj nesla domov? Ja, za kontekst, mi dva smo bila v tej čokoladnici. Smo bili. Ko je to en mesec nazaj, nekaj takega. Ja, začetek januarja, ne? Ja, sem pojedel, mislim, da smo vse pojedli že, kar smo kupili. No, mislim, sem sam to izpostavil, da ko greš ti tja noter, je vse ful dober, ampak ko prineseš domov, večina stvari ni tako dobra. Ja, sej... Res experience. Pa tudi prejle, ko si rekel,
da si bil tule nekje v bližini, pa si pil Guinnessa, da ti ni bil tako dober kot na Irskem. Ne, sam pol sem še dodal to, da mi ni bil bistveno boljši kot Ice Pix, ne. Aha, ok. Da, ampak kar povedal. Ampak velikrat res izkušnja oziroma izkušnja, okolje pa situacija naredi hrano ali pijačo ali pač tudi kakšne druge stvari. No. Tukaj bi sam na hitro povedal, da mi je bilo ful zanimiv, ker je eden razlagal, da je bil kelner v eni full fancy restauraciji na vrhu tehle kako se že, World Trade Center, tudi ko so pol 2001, ko so bili bombardirani, da je gor stregu in da je pač prišel en par in je imel obletnico poroke, ne vem koliko. A tu na vrhu tam gor. Tako, v tej restauraciji. Ja. In da je on pač nekako ocenil, da ona dva nimate ne vem kakega budžeta na neko to foro. Da je imel pač toliko izkušenj že z branjem strank, ne. In jima je hotel pa vsem ponuditi neko penino ali šampanc, verjetno je penina, če niste imeli nekega budžeta. In je pač imel eno penino, ki je bila iz Francije, ampak je bila cena je bila 17 €. Ko na buteljko? Ja. Ali kako se to reče, ja. Ampak oni so pa prodajali po ne vem, po 40 nekaj takega. In je on njima pač predstavil tisto vino takrat na tak način. Pa je rekel, da ni kaj preveč ulepšval, ne, ampak sam da je pač povedal, da je francosko, da je pač kakovostno in je to nalil in da je njima pač tisti trenutek, ko sta bila na obletnico na vrhu World Trade Centra pa pila tisto penino, ne glede na to, da ni bila zdaj ne vem kako dobra penina, ne. Je bilo to pač najboljša penina, kar sta jih v življenju pila, ne, sta to rekla, ne. Okay. Zato, ker je ta trenutek v bistvu toliko dodal k temu okusu pa izkušnji. Ok, ja, valjda, ja. Ta sensory vibes imaš tu zraven, nekaj toliko drugih stvari. No, zdaj, če se vrnem, zdaj, ko si prej tega mojega Guinnessa omenil, ko greš recimo v Irsko, pa si tam v tistem pubu naročiš, pa daš 10 € za Guinnessa, ne. Je ti z Guinness res, ne. Ga res okusiš. Ja. En ti tam na frulico zadeš pila, ti pa piješ. Ja, vsak deci te stane 2 €. Ja. Sam tam je 10 € je več kot pol litra, ne? Ja, oni imajo pint, ki je tam okrog 6 deci, se mi zdi. Ja, ok, deci. Ja, ni zdaj, ni litrca, ja. Ni Oktoberfest. Mislim zdaj, da bo vsaj nek dober deal, ampak... Ja. Ne, ni dober deal. Same pa pač se ti pravim vibes. Pač, ja, to priporočam močno, da greste na Irsko. Na Guinness za 10 €. Ja, ampak je pa 6 deci. No, jaz pa se pa odločila, to je bil ta zadnji dan, ko smo se mogli pač odločiti. Imela smo še nek budžet, ki smo pač ga pripravljeni zdaj zapraviti. In smo rekli, bomo zdaj ta taka slovenska odločitev vršitev. Smo se bolj pogovarjali, a bomo zdaj vzela, bomo ta budžet namenila temu, da bomo prišla iz centra Dublina do letališča v Dublinu v, ne vem, dajmo reči pol ure, pa gremo s tem hitrim busom, ki je malo dražji. Ali bomo reči zagornila še za kakšnega Guinnessa, pa se bomo vozila bistveno dlje. Needless to say, smo se vozila bistveno dlje. Koliko je pa bila ta razlika časovna? Ja, mislim, tako zelo ful na pamet vrem, ampak mislim, da je bilo tako 20 minut proti uri pa pol. Aha, ok. Ali neka taka... Ker 3-krat več. Je pač, ko si pol ti računaš, da imaš letalo pa to, ne? Ja. Ti to ful pomeni. Zdaj, kdaj moraš biti tam, nekaj ponovadi si ko uro pa pol ali pa do 2 ure, je fajn, da si prej na letališču, da greš čez vse te security checke, baggage claim, oziroma obratno od baggage claima, check-in je toliko, kaj je to? Ja, ko da daš prtlago, pa da greš čez carino, pa da te preverijo, pa to. A ste razlagal enkrat, ko sem šel prvič v London, da zdaj imamo očitno story time. Ja, jaz sem te glih hotel vprašati, če imaš kakšne zanimive izkušnje z letališči. No, ko sem šel prvič v London, sicer nisem ko sem šel prvič v London, šel sem pa da greš vsak vikend. No, ko sem šel prvič, ne, 3-krat sem bil lažem, no, glavne, ko sem moje prvo potovanje na London, sem hotel jaz to vse ful dokumentirati.
Ne? In sem pač res kot en japonski turist. Ja. Snemo pač, da bomo vse posnel, ne, je majster, pridem na letališče, ne, in grem do tega dela, kjer ti pač preverijo prtljago, pa to in tam imaš ful teh ljudi, tudi ko so policaji, pa to ne je veselo. Posnamem, ne, seveda sem spregledal simbol, da ne smeš snemati ljudi, ko delajo, ne. In tako kar naenkrat dva sta začela žvižgati na uno piščalko, pa 6 policajev prileti do mene, pa 2 teta uslužbenca, tam so me skoraj aretirali. In potem sem mi telefon pregledal, da sem pač zbrisal vse. In potem so me podučili in poslašal naprej. Ampak je bilo kar tako, da sem bil kar naked and afraid. Zdaj sem počakal, da te bo kar zbili na tla. Ne, ni bilo. Ampak nisi bil v Ameriki. Ja. Ne, to sicer ni bilo, ampak ni pa veliko manjkalo takrat, no, ker si res tak, je bila kar hitra akcija. Takoj te razorožijo. Mislim, se nisem imel orožje, sem telefon, ne, ampak da. No, jaz tudi nisem, zelo se ne spomnim tega, da tam ne smeš snemati, ampak... Ja, imaš par tabel, kao se ne smeš, med drugim ne smeš pištol imeti sabo, pa tak, no. Ne. Razen, če imaš v litrski vrečki. Ja. V uni prtlagi, ta veliki jo lahko daš. Ja, shotgun. Samo ne sme biti pointi. Mi smo šli pa enkrat na eno šolsko zadevo, na eno tekmovanje na Kitajsko in so nas zadržali na letališču našo celo skupinico, ker že itak so Kitajci imeli ful pač stroge security protokole, pač se veš, kakva država je. Ja. In ena sošolka je imela pač verižico, obesek na verižici je bil pa metek. Municija, slaba. In oni so se toliko piknili tis metek, ne, zaslišvali ful. Mislim, da smo pol tam 1,5 ure bili, no, ko so se oni z njo ukvarjali. Ja, kaj pa bil pol rezultat tega? A veš kaj, spustili so nas naprej, ampak spomnim se pa ne. Zdi se mi, da so jo vzeli. Nisem pa ziher. Čeprav to je kar bold move, mislim, to je tako malo izzivanje. Ja, a veš, ker ni bilo to zdaj, a veš, nek metek arci, ali pa da bi bil to nek navaden prazen metek z lukno. Ki je bil lookalike, ampak mislim, da bi dejansko pravi metek. Je pa se, če greš ti recimo v Bosno, imaš teh suvenirjev, od kuljev do verižic, do ne vem kaj se. Ja. No, lahko tudi polne kupiš, ampak ja. Sej bila je pa ona v bistvu iz ene od teh južnih držav. Zato sem tako rekel, ker ne vem točno iz kere, no, ampak ja. Mogoče je pač zaradi tega kulturno kaj. No, ampak če greš na letališče, ne mi zmetki hoditi, no, mislim, to je res tako. Ja. Ne vem. To je zelo podobno, če ima... Kaj ga pol vržeš z veliko hitrostjo nekoga. To je meni zelo podobno, ko gledaš kakve te posnetke iz Amerike, kako ga ustavi in pol se upira, ne, in pol tudi če si mu ti povedal, kaj ti lahko naredi, pač dej samo svoj dokument, bo pogledal in pol te bo naprej spustil. In pač je to, ali mislim, je taka drama, se si pol videl, kako ga pol retirajo, pa imajo celo dramo, pa pol oni tožijo policista, da je šel čez, kako se to reče? Da ni imel pristojnosti take stvari narediti, ko je naredil. A veš, ampak je samo ono, ga vstavim, pol je za kostem vstavim, pol se ful prerekel, ta demo sam ti pokaže dokumente. Sej to zaenkrat ni represija, če imaš ti dokumente. Je tak policaj načeloma, mislim, da ne v vseh primerih, ampak načeloma si ti dolžen imeti ID sabo in ga tudi pokazati pristojnemu organu. A si kaj živčen na letališču? Ne. Veš, kaj sem sam živčen za čas. Ampak ponovadi, tako sem šel zdaj vedno, kar sem bil za sebe, je bilo vedno tako, da sem šel ful. Jaz sem že itak tak naravno, sem zelo laid back, pa ne stresiran, ampak zanimivo mi je bilo, ko enkrat smo šla nekam z mojo, pa je bilo nekaj narobe na koncu, čist na koncu, ko pač, až tik preden greš na letalo, ko pokažeš dokument, pa pogledajo za boarding pass. Mislim, zdaj je itak vse prek telefona, veš. Ja, lahko si tudi naprej, jaz sem imel do zdaj vedno tudi naprej. Ja, Ryanair mislim, da je zdaj to v kinu. Da imajo še sam app. Ja, midva sva zdaj imela
Ne bom zdaj trdil, ampak jaz imam vedno ponovadi naprindan s sabo, če slučajno bi Sej, telefon midva sva crknil. tudi imela, ampak ni nič pomagal, zato ker je bila fora, da je bil nek system error, ki ena od najnih kart ni sprocesiral. Ja. Pa pač Ana bila ful živčna zaradi tega, jaz sem bil pač Se nimaš kaj narediti. kupila smo karte, plačala smo jih, imamo proof in jaz sem pa sklepal, da je bila fora to, da sem jaz kmalu potem, ko sem karte kupil nekaj mesecev prej, sem customer support kontaktiral, zaradi tega, ker se kart ni dal prenesti. Pač ti si dal download, da bi si sprintil tiket, pa je prenesel sam neki useless script. In jaz sem pol njih kontaktiral in so mi oni naredili vse nekako na novo in je mogoče pol zaradi tega šlo kaj narobe. Ampak tam smo pol pač stala, ne vem, 10 minut, da so to urejali. Ja. Po mojem so sam šli čez neke dodatne protokole, da so preverili, če smo res karte kupila. Ja, mislim, da oni tako imajo v sistemu, ti pa lahko pokažeš osebno, oziroma kdo si, pa imajo oni tako v sistemu. Je pa bistveno hitreje, da ne rabijo on tebe preverjati, ne, ti sam karto poskenira, pa greš naprej. Zdaj, kar je bilo pri nama, smo šla z Ryanairom, ampak recimo to je bilo v tem primeru, ko smo šla, mislim, da ko smo šla na Irsko, ne iz nje, pa smo šla iz Zagreba. Mislim, smo šla iz Zagreba. In je bilo tako, da itak ne leti Ryanair, ampak ti kupiš karto, kakor da boš letel z Ryanairom, ampak oni imajo laudo, se mi zdi. In je bilo tako, da so mogli letala zamenjati, ker je ne vem, kvat nekaj se zgodil. In zaradi tega so pa nama kar pač ti doplačaš ful stvari, lahko med drugim lahko doplačaš tudi za sedežni red. In jaz pa gledam te karte in pač jaz nisem vedel, da so letalo zamenjali, ne, ampak kazali pa, da zdaj ti plačaš, da sediš skupaj, naprimer, ne, ne. In pol kar naenkrat kaže, da imamo drugačne sedeže in pač takrat mi pa zdaj, kva se pač dogaja, ne. In pol edino, kar ti oni povejo tam na šalterju, je, da možeš se žaliti Ryanairu. Ti lahko za nazaj. In pol jaz ni tako naredim dramo, pol sicer preko maila, ne, in pač so rekli, da imaš tudi v majhnem tisku, da si pridržuje pravico, če so kakršnekoli stvari, ki zadevajo tehnično varnost, da si pridržuje pravico do sprememb. In ti neč ne vrne in imaš tule. Je, ker zanč mi je pa nekdo rekel, da je neka klauzula v pogodbi, da lahko kasneje zahtevajo doplačilo za karto zaradi energentov. To pa prvič čujem. Ja, jaz to nisem čujem, ampak ta oseba, ko mi je to povedala, mi je rekla, da to vedno jim rečejo na agenciji, ko pač s turističnimi agencijami potuje. To prvič čujem. Da lahko pričakujejo dodatek za zvišanje cene energentov v primeru, da se to zgodi. Da se zgodi kva? Ja, se pravi zelo, recimo, kar se dogaja. Ja, da gre gorivo gor in ti moraš pol to plačati. In ti moraš pol to dodatek plačati, ne, zaradi tega. To prvič čujem. To nisem vedel, tako crazy. Ker itak zaradi tega ti plačaš, mislim, tudi prej karto kupiš, ne, to je kar nekaj. Sam po moje to miš, da to za nizko cenote tudi. Ne vem. Ne vem, a si šel da z agencijo sploh kam? Pač z letalom, ne. Kaj pa ne z letalom? To pa tako, veš, ko greš kam z busom. Ne vem. Za 2 dni ali pa nekaj, ko je organizirano, ne vem, v Italijo ali pa nekaj tako. Nisem šel nikoli po mojem. Ali pa za advent. Ja, pač tako je. A si imaš kako izkušnjo s Flixbusom drugače? Ne, vem pa, da jo imaš ti. Pa ne, sej ampak jaz sem ful mislil, ko se ta Flixbus začel v Sloveniji, jaz mislim, da je to ful dejansko, da bo to predvideval sem, da to ne bo najhitrejši način prevoza, ne? Ampak da bo pa saj kaj cenej. In pol sem gledal recimo za Split in je bila karta za eno osebo, mislim, da 25 € v eno smer, pa mislim, da je bilo, ne vem, ko šel si ob 3 zjutraj, pa si prišel naslednji dan popoldne, pa takrat so bili taki čudni rejti, da pač se ti skoraj bolj splačal renta kar vzeti kurja v Ljubljani, pa ga v Splitu pustite. In ti si šel pa z busom na morje, ne? Ja, mi smo šla eno leto iz... Se ne vem točno, kako smo sploh naredila, pa kje smo avto pustila, tako sploh ne vem. Jaz mislim, da smo šla z vlakom do Ljubljane, pa pol iz Ljubljane s Flixbusom
do Splita ali do Zadra, nekaj od tega. Ampak je tip vozil tujk hiter. Tako, če si predstavljaš, kakšna je ta stara cesta med Postojno pa Kočevjem, ko so ti uvinki po hosti, ko pač ne vidiš 10 metrov, majster prehitevo tam osebne avto in smo bili na mestu 9 ur, in smo bili v slabih 6. To je bil Flixbus Express. Ne vem, no to je bila kar wild. Ne vem pa, kak je zdaj, bi mogel še malo pogledati, ampak doskrat sem bila tak, da bi mogoče Flixbus koristil sam. Kot ti pol nuca, če itak plačam več, kot če bi šel z osebnim avtom, razen če pač res nimaš te možnosti, ok, pa traja pač ful enega cajta. Že bi šel tudi recimo nekam na Hrvaško, greš na Flixbus, se usedeš, pa se peleš, ne, pač brez skrbi. A ja, pa veš kam, pa šla v Benetke. To smo tudi šla. A ja, z Flixbusom. Ja. A drugač imaš v redu izkušnje z javnim prometom v tujih državah? Tujih državah. Ne pri nas. Bog ne daj. Ja, ampak je pa res, da sem večino teh prevozov koristil ni bil nikoli nek third world country, so bile to vedno, recimo nek London ali pa kar se tiče angliško govoreče države, imajo to kar poštiman. Ja, moja izkušnja je taka, da kamorkoli sem prišel, so mi sam dokazali, kak je pri nas res za neč. Ja, mislim, I guess, da pač smo mi toliko zadnji, zato ker je tu ruralno še vseeno, pa nimaš nekega mesta, kjer bi to lahko res ful izkoristil. Tako imaš recimo ali pa že Milano, če gledaš, ne, je to toliko fajn povezan. Tako sem rekel, London pa sploh je, ti odpreš recimo, si lahko Google Maps-a. Ti si odpreš Google Maps-a, pa si daš vstopno točko, ali pa oziroma kjer si zele, pa kam moš prijeti, pa te vodi peš, pa na kjer bus moš iti, pa itak tam imaš vsakih par minut. No. Ja, čisto zanesljivo. V Milano vem, da smo dala, ko smo bila lani, mislim, da 7 evrov imaš za cel dan, da imaš pač neomejeno. Ja, se ima večina teh držav ima cap. Vse 3 vrste. Pač, se pravi, tramvaj, bus pa podzemna. Ko smo bila na Majorki lani, je bilo tak, da si 50 centov dal za ride na liniji, pa si izstopil kjerkoli. Ja, ok. Ampak si vsakič mogel dati 50 centov. Ni se dalo nič, da bi nek bulk nakup naredil, razen mesečne so bile tiste, pa nisi plačal, ne? Ja. Najbolj epic mi je bilo, pa me zanima, kak je zdaj, ker to je bilo že 10 let nazaj. V Singapurju, ko so imeli podzemno, čisto avtomatizirano, brez voznikov, samo roboti, smešno poceni, pa full hiter. Pač ti si bil za 2 evra si bil na full na drugem v tak 15 minutah. Pač ni bil zdaj to bullet train, ampak bilo je pa full efficient, pa hiter. No. Pa imaš pa pri nas, ko imaš 2 sprevodnika na ICS-ih iz Ljubljane do Kopra, na vmes divačo, pa še strojvodjo, pa noben ne ve, kdaj gremo. Ja. A bo kaj placa, za kaj doplačujemo. Pa ko si glih omenil ICS, pač doplačaš ga zato, da boš kao hitrej prišel. Ja, in priješ pa počasne, pa te lokalni prehiti. Pač. Ne, jaz mislim, da je pri nas, kolikor res razumem našo situacijo, problem teh vlakov, da pač imajo prednost tovorni in pač se vse čaka in se pač umika tovornim vlakom vse. Ker je pač od njih, po moje, očitno večji promet, ko pa potniške, ne. To so pa tak po moje, če ne bilo študentov, dijakov, pa mogoče upokojencev. Ja. Ne vem, se dejansko ful ljudi vozi z vlakom. Po moji tiki imajo tako, da si ti, da imaš dostopno, da lahko priješ do železniške, ok, ampak recimo tule, če si ti iz okolice Celja doma, pa da seš vozil v Ljubljano, ne boš se, ne. Sam zdaj, ko smo toliko popluvala slovenski javni promet, moram reči, da je... Hvala Bogu za prevoze. Še bolj. Da so avtobusi kar zanesljivi. V mojih izkušnjah pa sem se veliko vozil z avtobusi. Jaz se z avtobusi nisem vozil tako, pač moja izkušnja je to, da boš verjetno pršem, ampak ne veš pa še kdaj, pa ne bo pa zdaj ful pocen. Kaj za avtobus? Ja, ne vse skup. A ja, no jaz sem, mislim, da Jaz sem res, oprosti za slovenske železnice, imam res pa vmes je bil ta nadomesten avtobusni prevoz in tisti. Za železnice je res slabo. Sam za buse pa se mi zdi, da imam
proti slovenskim železnicam skoraj nič izkušenj za zamudami. In za prihod na postajo, kjer čakaš, in za pač ob katerem cajtu moraš priti na destinacijo. Ti si tako v srednji šoli skozi avtobusom vozil, ne? Pisal sem se še pol tekom faksa veliko, pa neki cajta, ko nisem imel avta, pa smo imeli špile. Aha, si se tudi... Sem se veliko z avtobusom vozil, pa je bilo zelo zanesljivo za vlake, pa res. Se ne vem, se lahko da je zdaj kaj bolj, če to zdaj govorim iz svoje izkušnje. Zdaj se nisem vozil z vlakom redno že po moje 5 let. Da so kaj spremenili v tem mandatu. Ne vem. Ful mi je bilo še dobro tole, bi sam še rekel, ko smo vprašali, ko smo se vozili v Koperto, ko smo menili, pa smo vprašali gospoda sprevodnika. Čakaj, samo ti si iz Rimskih Toplic. Koliko cajta si rabo iz Rimskih Toplic, da si prišel v Koper? Od 4 do 5 ure. Če. Se pravim, pač vedel si, da boš nekak prišel, ampak nisi vedel, kdaj boš prišel, pa kak boš prišel. Pač malo lažje je bilo vedno, ker smo se pa vsi ražali, pa bilo nas je pač, ne vem. Se pravi, če si imel... študentov in itak je bilo vedno juho. Če si imel izpitno obdobje, pa si pač šel na izpit, si mogel iti en dan prej. Ja, sigurno. Nisi se mogel zanesti, ne? Ja, čeprav jaz nisem, tudi nikoli nisem zdaj, da bi se mi ful modil, sem si vedno probo tako zdaj na izi. Je bilo pa tako, če si hotel zdaj, da bo to zanesljivo, ja ni, ne. Nisi imel, če nisi imel svojega avta, jaz nisem vedel, kako zanesljivo prideti. Ker prevozi so bili spet tak, da pač ni bilo čizihar, da te bo pobral majster ali te ne bo pobral, ne. Se mi je zgodil, ker tako po moje petini primerov, da te kdo tam pustil, ne, ali pa da je bilo malo čudnice skupaj. Jaz sem kar gamblo ene parkrat, ko sem šel na izpite. Sem šel sicer na en vlak prej, ko pa bi bilo v redu. Jaz sem mogel priti iz Celja do Maribora. Dobre, to je, Ampak ta zadnji izpit, ko sem ga šel pisati, sem se pripeljal do postaje, pa sem šel na vlak, pa smo se ustavili pa so rekli, da bomo 40 minut zamude, ne? In jaz sem pol nekako najdel telefonsko številko od nosilke tega predmeta, profesorca, pa sem jo poklical, pa sem jo povedal, kaj je. Pa je rekla, nič narobe, pridite, ko pridete, pa začnite pisati. Je kaj pa omejitev, do kdaj lahko pišeš? Je rekla, da bom imel toliko časa, ko vsi ostali. Ampak hvala Bogu, da se je to naredil pri tej profesorci. Ker bi rekel, da večina profesorjev ne bi to šlo skozi. No, mi smo imeli pa eno profesor. Čist druga izkušnja, drugačno zdaj počasi na faks stvari prehajamo. Smo imeli pa eno Poljakinjo za didaktiko. In je ženska ostala... Kaj je to didaktika? Pri nas je bilo predvsem, kako učiti. Aha, ok. Pač okrog tega se je v glavnem vrtelo. Saj si pa imel razne modele, pa prilagojeno za starosti, prilagojeno za predmete. Ja, za predšolsko vzgojo. To je od RDMA reč nič do 6. In mi gremo pač po predmetni, ko imamo zelo 2 uri didaktike, gremo v učilnico, 20 minut mine, če mine, ne vem, neko obdobje, oziroma ne vem, pol ure ali koliko, je pač ponavadi bilo tako, da je nekdo v razredu bil zaposlen za to, da se ukvarjal, da je malo se pozanimal na referatu, kaj se dogajalo, da se je probal malo poklicati ali pač karkoli, če bi se kaj, ne vem, zgodili. No in smo gotovili, da je ženska na Poljskem, ne. Pozabila. Ne vem kaj. Se malo študiram, če je bilo to po kakih praznikah, mislim, da ni bilo, mislim, bila neka sreda v novembru in pač ne vem, kam je Poljak, ampak ženska je bila doma. Pozabila. Na Poljskem. Pa ful je bilo tega še tako polomljeno malo govorila. No, vse tega, če je bila zelo reja, tako da ne bom nič. Ja, letos, mislim, lani na faksu je cel razred je čakal na hodniku, ker je bil to en termin, ko so bile neke predstavitve. Pa smo čakali na pol ure, pa ni bilo nič. In potem smo zvedeli, da je bolana. Ampak ona je trdila, da je poslala mail. Mi nismo nič dobili. Nisem že dobili, to je tak nič nuca. No, didaktika, da reč teorija o izobraževanju in pouku, je veda, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v šolah. Ampak se pravim, v mojih izkušnjah je bilo to, kako učiti, basically. A ti koliko pa še imaš faksa ti?
Magistrsko nalogo moram napisati. A imaš že kaj napisan? Ne. Ima vremena. Kdaj pa boš? Drugo leto. A ja, koliko cajta pa imaš zdaj ti? Ti imaš to leto pa še absolventa. Enega absolventa še lahko koristim, ja. Enega za drugim lahko koristiš. Mislim, vse letos nisem absolvent. A ja, letos si redno zdaj zaključil predmete, kao. A ja, si imel tako malo top. No, jaz sem sam še mislil, da bi se malo še o tem pogovarjala, da bi namenila mogoče trenutek tišine vsem študentom. Medicine. Njim se nameni en shot. Ja. Da bi se mogoče malo pogovarjali o tem, sploh če si bil v kakšni dilemi, kaj je ta bolonski sistem, kaj je bil predbolonski sistem, kaj so te kreditne točke, kaj pomeni, kakšna razlika med 7.1 pa 7.2 stopnje izobrazbe, malo te stvari. To je mene ful begal, pa si danes malo časa vzel, pa spisal par stvari, pa bi se mogoče šlo čez to. To smo že nekaj raziskovali zadnjič, ko smo se pogovarjali nekaj z prijateljem Jerryjem. A to sem bil zraven? Ja, mislim, da smo se nekam vozili, zato je že kar nekaj časa nazaj, ko smo primerjali, kako se primerjata po starem sistemu diploma njegove mame z mojo diplomo. Točno, ja, da je bilo nekaj na to temo. Ja, nekaj na to foru smo se menili. Škoda, sem zadnji sedel. V glavnem tisti, ki še ne ve, no, tako se rekel, to je mogoče zdaj malo del za bodoče študente ali pa pač dijake, kakorkoli, ki se odločate, da boste šli zdaj malo na faks pogledati. In sicer pred trenutnim sistemom, ki se mu reče bolonski sistem, smo imeli enega drugega, zdaj ne mislim, ki je ta prišel, ampak tisti je veljal od 2.4 do 2.5 cirka. In mislim, da je bil kar univerzitetni sistem, ki je bil podoben sistemom v srednji Evropi. Mi smo pa mislim, da je bila glavna odločitev tega, da preidemo na bolonski sistem to, da smo enaki z ostalimi sistemi po Evropi, pa zato, da lahko študenti prehajajo med sabo. In zdaj glavne značilnosti sistema pred boloncem je bil enovit, kar pomeni, da ni bil razdeljen zdaj na prvo, drugo pa tretjo stopno, ne. Je običajno pač trajal 4 ali pa 5 let, pa bil je ponavadi, vsi pravijo, da bi bil bolj zahteven, zdaj verjamem, da bil, ker tudi ni bilo po moje toliko teh vseh virov, ki jih imaš na voljo, pa sploh, ki jih imamo mi zdaj, sploh z umetne inteligence, pa že to si mogo ti, tako če si se kdaj pogovarjal s kom od staršev, oziroma od starih staršev, ki so pač imeli neko univerzo narejeno, je bilo dejansko fulene knjižnice, pa fulenega branja, pa fulenega so dejansko pač imeli knjigo, pa so študirali, ne. Zdaj pa, če greš ti zdaj na faks, je pa to tako bolj. No, ne vem, odvisno kaj študiraš sicer, ampak ja. Ta študij se je zaključil, torej ta predbolonsko se je zaključil z diplomo. Naslednja stopnja bil pa znanstveni magisterij, pa zadnja doktorat, tako da še vse imaš te neke nivoje. Ampak ponavadi je bilo... Ni se reklo prva, druga, tretja stopnja, tako se zdaj. Ja. Sam imel si te nivoje. Rekli se, ker imel si univerzitetni študij, magisterij znanosti, pa doktorat znanosti. To je bilo. In zdaj ta večina, mislim, da je imela univerzitetni, je hodila na univerzitetni študij, to je trajalo 4 do 5 let. Magisterij bil še 2 leti, on doktorat znanosti pa še 3 leta. To je kar velikega študija. Ampak mislim, da je bilo ful redko. Jaz mislim, da že v glavnem so bili univerzitetni, da so bili pač, si imel ti diplomo in je že bilo tisto ful veliko vredno. Torej, zdaj, če imamo par primerov, zdaj, kaki so bili nazivi zelo podobni kot zdaj, so bili recimo diplomirani ekonomisti ali pa pravniki ali pa neki inženirji strojništva, torej vse vezano na neko diplomo. Okrajšave so bile pa iste kot zdaj, pač non-dipl, recimo univ-dipl in strojništva, naprimer, ne. Kaj pa je razlika med višje šolskim pa visokošolskim študijem? Do tja še pridem, ker to pa se tiče bolj bolonskega sistema, kot to. No, s tem sem se tudi jaz ful ukvarjal, pa nisem zavedel, kaj ne. Zdaj govorimo v bistvu samo o tem, kar je bilo včasih. Ampak tega torej ni bilo, kar sem jaz zdaj vprašal. Ne, mislim, da ne. Se pravi, je bil samo univerzitetni študij. Tako. Pa potem podobno, da si lahko si še delal potem magisterij pa doktorat znanosti, ampak to mislim, da je bilo manj pogosto pa nas. Mislim, da če si imel te, ki so imeli magisterij ali pa doktorat, te so bili že kar konkretno izobraženi primeri. V glavnem šlo se za to, da smo poenotili visokošolski prostor. Jaz sem kaj tule, sem ne vidim. Imaš pa kakšno informacijo tudi, kak je bilo včasih z študijem medicine?
Specifično za medicino nimam. Ja, zato sem mislil, ker pač še vedno si bil doktor. Ne? Ja. Jaz sem tukaj ločimo, zdaj, ko imaš te doktorate, ločiš doktorat znanosti pa doktorat medicine. Ne? Ja. Dobro, zdaj, zakaj smo v glavnem prišli na bolonjski sistem? Zato, ker so bile težave zaradi priznavanja diplom pa mobilnosti študentov, ni bilo tako dobre, kot je zdaj, ko ti greš na Erasmus oziroma ne. Pač dejansko greš, recimo specializacijo, zdaj, ko si rekel medicino v drugo državo opravljati brez nekih težav. Pa študiji so bili zelo neprimerljivi. Da smo bi pač poenotili ta študijski prostor. Zdaj samo poimenovanje tega sistema, to izhaja iz mesta Bologna v Italiji. In tam so ministri za šolstvo od leta 1999 podpisali bolonjsko deklaracijo. In špagete se jedli zraven. Od kdaj naprej je pa pri nas ta sistem? 2425. Nekaj tega. To pa tukaj so se pa... evo, imam tudi glavne cilje. Pač v bistvu cilji so pogajeni s tem, kjer so bile prej težave, torej primerljivi študijski programi so pa nastali, boljša mobilnost študentov, boljša zaposljivost diplomantov, zato ker je bilo i tak primerljivo, ne? Pa nek skupni evropski visokošolski prostor. Ne? To je zdaj tako osnovno. Recimo Erasmus je tukaj precej v spredju. Ti lahko greš, mislim, da že kot v srednji šoli imaš neke te programe, ne? V času študija pa sploh pol, da lahko dokončaš recimo tudi faks v drugi evropski državi. Mislim, da v srednji šoli lahko greš za pač neko krajše obdobje. Na faksu imaš pa opcijo, da greš za semester, za celo leto, ali pa celo, mislim, da je tudi opcija, da greš sam za en mesec. Aha, bolj na izlet. V glavnem zdaj ta naš bolonjski sistem ima pa 3 stopnje, se že tako pač omenjam, ampak je prva stopnja, si nek bachelor oziroma imaš neko diplomo in dobiš naziv, da si diplomirani, ne vem kva, recimo, diplomirani inženir informatike, naprimer, ali pa diplomirani ekonomist. Ja, povej. Vedel teh izrazov, kako so v bistvu, če greš v angliški jezik, se pravi diploma je bachelor's degree, magisterij je master's degree in pol je doktorat je pa pač kot PhD v bistvu. Ja, mislim, da je. Če ni, a je PhD vezan, mislim, da predvsem na znanost. Ja, možno. No, vse to v bistvu to, kar zdaj pogovarjamo. Zanč nekaj si pisal z enim, ko je nek doktor. Ja. Pa je imel PhD, ampak vse to še ne pomeni, lahko da ima pač to dodatno, ne. Da je tudi doktor znanosti poleg tega, da je doktor medicine, ker je pač še kasneje se nekaj izobraževal, ne. Če tukaj zdaj, ko sem pisal, what is a PhD, pa piše, da je to doctor of philosophy. Kva? What? Ne vem, pustimo. Ker jaz se mislim, da imaš prav, zato ker pač doktor v angleščini kot zdravnik je MD, medical doctor. Ne? Tako? To je pa on je pa znanosti. Tako, ja. Mislim, v bistvu sem prevod mal tako štorast, I guess. Te stopnje smo zdaj omenila, zdaj pa bi tukaj na tem mestu pač povedala še, oziroma razjasnila mal ta točkovni sistem, ECTS. To poznaš kaj? Ja, vsak predmet, ki sem ga naredil, je bil vreden določeno število ECTS točk. Tako. In od tega je bilo pol odvisno tudi, pač ti moraš imeti dovolj točk, da lahko napreduješ v naslednji letnik. Tako, mi smo pa računali veselo, ali imaš dovolj točk. In ker niso vsi predmeti enako vredni, to pomeni, da ni čisto vsem, kaj si ti lahko pustiš za naslednji letnik, če hočeš letnik narediti, ne. Zdaj, v prvem letniku recimo sem si jaz pustil 2 predmeta. Je pač po ECTS sistemu sem si lahko toliko prvošel, ne? Ker je bil recimo en predmet je bil vreden malo več točk, en pa ful mal. In je šlo to skozi, da sem vse en letnik naredil, ampak pol kasneje si nisem več tega delal, ne? Se tudi nobenemu priporočamo, da naredite sproti čim več. Ker jaz sem prav tista 2 predmeta, ko sem si pustil, sem pač nisem jih naredil in sploh nisem šel na drugi rok. Sam rekel sem to, s tem sem jaz drugo leto ukvarjal.
Ja, Ampak ful je- veš, zakaj mislim, da sem se za enega specifično to odločil zaradi tega, ker se ga je dalo narediti sproti, torej z kolokviji. Ampak ga jaz nisem. In sem rekel, bom raje drugo leto ga s kolokviji naredil, ker je ponavadi vedno to lažja opcija. Okay, ja. Ne vem, zdaj pač pri nas, jaz nisem imel nikoli izkušnje ful s kolokviji. Imaš pa nekatere študije, kjer lahko ti sam kolokvij opraviš, pa če ga opraviš, ko z dobro oceno, imaš priznan, da si predmet naredil. Mogoče, ali pri skoraj vseh To je predmetih. ful fajn, Ja. super. Če se pa ni dalje, bilo pa vsaj, ne vem, da si imel predrok, pa je bil predrok ali ponavadi lažji, ali pa si na predroku pisal prvo polovico snovi, potem na izpitu pa drugo polovico, če si predrok opravil. Če ga pa nisi, pa pol na koncu vse v Si bistvu. pa ne? mogel vse, ja. Okay. Zdaj, kar se tiče teh kreditnih točk, tako smo že zdaj omenjali, bodoči študenti. Lahko si recimo, določeni predmeti nosijo manjše število teh kreditnih točk in pač recimo, če ima nek predmet 3 kreditne točke, si lahko tega pustiš, pa ga pol delaš z študenti v naslednjem letu. Ne? Torej, če si ti zdaj v drugem letniku nekaj pustiš, lahko ta predmet opravljaš ali kasneje, ali pa pač kar naslednje leto, ali pa ne vem, pač zdaj ne si preveč puščati, pač kasneje pa te 3 kreditne točke pol dobiš. In zdaj neka osnovna logika je, da eno leto študija ovrednotenost z 60 točkami. Ja. A imaš kaj o tem, to mi ni bilo nikoli jasno, nam so dali opcije, da si lahko neki teh ECTS-jev pridobimo z obšolskimi dejavnostmi, ampak je bilo to totalno pointless, ker ti si v vsakem primeru mogel narediti predmete. Zakaj bi pa imel še dodatne točke? Kje bi ti to lahko prišel porovne? Nekateri so si, ti si tako mogel predmet nabiti, ampak mislim, da si lahko boljšo oceno dobil s tem, če si kreditne točke zvišal. Ker zdaj, edino, kar mi je kapnalo na pamet, je to, da bi ti lahko uveljavljal obšolsko dejavnost zato, da bi imel pač več ECTS-jev za napredovanje v naslednji letnik in bi to pomenilo, da imaš več prostora, da si kak predmet pustiš, ki si ga mogoče ne bi mogel. Zato, ker imaš zdaj ECTS-jev zadost zaradi obšolske dejavnosti. Lahko si naredil prehod, ampak itak si mogel pol še narediti kasneje ta predmet. Ne? Zdaj ne vem, nimam pa nobenega specifičnega primera, ali pa bi poznal, koliko je to full fine izkoristil. Ker to je zmeri bilo pač predstavljeno tako kot wow, full fine, lahko dobiš ECTS-je z obšolsko dejavnostjo. Ja, so what? Kaj pa pač zdaj sistem pomagam? Ja, ne vem, sploh pa še tako je, da ni, mislim, ful je bilo, ne vem, na podlagi časa so zdaj uveljavili to, ker recimo eni predmeti so bili pri nas, ko si imel ful velik dela, pa so bili ful manj vredni in obratno, tako da ne vem, to je bilo tako. Tudi nekateri profesorci so se pol bunili, da zakaj je zdaj njihov predmet pa kao manj vreden, ne, po kreditnih točkah in zaradi tega ful manj, recimo študenti so pač malo z levo roko pol te predmete ali pa so si puščali. Ne. Pri nas, ko sem ekonomijo študiral, so bili pač več ovrednoteni predmeti, ki so se direktno res vezali na teorijo ekonomije. Se pravi, imaš makroekonomijo pa mikroekonomijo, to sta dva predmeta, ko sta res pač jedro ekonomije in sta pač bila najvišje vrednotena. Tudi v drugem letniku isto, ko je bila makroekonomija 2 pa mikroekonomija 2. Na kjer fakt si ti, mislim, si upisan drugač? Ekonomija, pač ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. Aha, to je to. Kak je program? Ali to je že program? Program je pa v bistvu, ko si prvi letnik, so vsi na istem, je pač so ekonomske vede ali nekaj toga. Pol si pa zbereš še usmeritev za naslednji 2 leti. Jaz sem si zbral podjetništvo. Imaš še pa pač marketing, management, človeški viri, računovodstvo, finance, to so vse moduli. Ne? Ampak podjetništvo je recimo zajelo pač malo vsega. Okay. Pol, ko sem šel pa na magisterij, sem pa management šel. Aha, to je pa zaključek, si razumem. Ok, zanimivo. Bi kaj spremenil za nazaj? Bi šel na katero drugo od teh modulov ali ti je v redu? Ne, ker sem zelo oportunistično zbral. Ker sem prav cilil sem, kjere profesorja bom imel, ker se mi pač res se mi je šlo sam za narediti faks. Zato, ker se opravičujem za šejdanje, ampak useless informacije večinoma skozi. Ne bi šel recimo maraješ na marketing.
Ne, ker ne Si bi ti nič več se naučil. Aha, ok. Dobro. Pač ti si tam zato, da če vse to se naučiš, kar bi oni radi, bo to super, če boš ti delal na faksu. Aha, če boš delal na faksu. Ja. Ali pa boš njihov raziskovalec, ali pa njihov profesor. Drugače pa v večini primerov Real life je pa bullshit. totalno nepraktične informacije, vsaj na tem faksu. Zato, ker ti lahko imaš neke teoretične okvirje o ekonomiji, o podjetjih, ampak ko boš ti prišel pa delati v podjetje, bo vse to razpade. Zaradi tega, ker vsako podjetje je drugačno, pa ne moreš se izogniti temu, da si ti bil 5 let na faksu, pa nisi imel niti 1 ure prakse. A ja, ni čist nič prakse, ni zanimivo. Če nisi bil nič samo inicijativen, pa sam si kaj iskal za zraven, Ja, pa nič. na faksu ni bilo zahtevano. Zanimivo. Ja. Full laber. Koliko si imel pa matematika, drugače ti na faksu? Samo v prvem letniku. Ja. Ampak To je ful zanimivo, da si na ekonomiji, pa nisi imel več matematike. Imel Ne? sem še vedno, sem mogel uporabljati matematiko pri drugih predmetih, so bile formule pa to, ampak zdaj je bil pa prav predmet matematika pa sam v prvem letniku. Drugače pa pri zanimivo. teh, pri makroekonomiji pa mikroekonomiji pa to je bilo ful veliko računanja. No. Okay. Ampak je ful pač posebne formule so, ampak matematično gledano pa ni nič kaj novega. Nič kaj takega, okay. Zdaj sem tukaj še malo to logiko vzadje za temi kreditnimi točkami, torej eno leto študija ti prinese 6 kreditnih točk, zdaj pa navadi je tak, da mislim, da pri nas je bilo, da si pesel letnik, si jih mogel imeti 53 ali nekaj takega, da si lahko ali enega za 6 pusto ali 2 po 3 ali kako si skombiniral. Ena kreditna točka je pa vredna kao od 25 do 30 ur nekega dela za faks, ne? In zdaj to lahko vključuje predavanja, vaje, laboratorijske vaje, neko samostojno učenje, pa doma projekte, izpite. Zdaj pri nas, mi smo imeli v glavnem, si imel predavanja, laboratorijske vaje pa seminarje. Ste imeli kaj drugače to? Pač predavanje so tako predavanja, laboratorijske vaje, bilo nekaj praktičnega seminarja, si pa pač seminarske naloge pisal. Nismo imeli seminarjev. Nisem imel sploh nič, zanimivo. Pač mi smo mogli delati ogromno seminarskih nalog, ampak nismo pa imeli seminarjev. Nismo to delali v sklopu predavanj. Aha, ste kar tako. Pa vaj. Aha, mi smo pa imeli. No, sej pri nas so seminarje pa zgleda tako, da pač si ti seminarske naloge delal pa v tistem času, ko smo imeli seminarje, pa si imel neko usmeritev iz smeri profesora oziroma asistenta, kako zdaj narediti svoje to seminarsko nalogo, pa predstavitve vsega tega. No, Ja, pač mi smo zato se je imeli šlo ful glavno. tega, ker se na nek način se mi zdi, da se to tretira kot neka priprava na pisanje pač diplomskih pa magistrskih del. Da pač te skille usvojiš, pa da skozi vzdržuješ uporabljanje Worda pa Excela pa pač predstavljanja pa tega. No. Tak sem jaz na to gledal, da smo zato toliko tega imeli. No. Ok, ja. Kaj pa razlika med univerzo pa fakulteto? To si se pač, jaz sem dal vse vprašanje, ki sem jih imel na kup, preden sem šel na faks, ker mi je bilo to vedno tako. Ker med univerzo pa fakulteto. Ja. A je razlika ali kaj je sploh fora? Zdaj ni, to sem zdaj tako rekel, če besede razložiš. V bistvu je tako se jaz predstavljam, je univerza v tem primeru nadpomenka fakultete. Se pravi, imaš univerzo v Mariboru, pod katero so določene fakultete, pa imaš univerzo v Ljubljani. Tako, univerza je v bistvu neka velika institucija, ki pač združuje ali pa vsebuje več fakultet v bistvu. Oziroma fakultete pa še neke programe, da gre pač dalje bolj nadrobno. Ne? Pa imajo neke skupne sisteme, pa registre. Tako. Zdaj recimo imaš univerze v Ljubljani, Kopru, Mariboru, v glavnem, ne, oziroma ne, lažem, v Ljubljani, Mariboru pa Primorskem, ne. One se pa pol delijo v Kopru. Kaj je bila pol tvoja? Ja, jaz sem bil v univerzi na Primorskem, pa fakulteta bila pa Kopr. Aha, ok. A si mogel ti tudi, ko si izpite naredil pol neko obremenitev oceniti pa profesorja. Ja, če si hotel, da se ti vseeno opiše, to je malo taka butasta prsila, ne? Ja, se to imajo, pa imajo vsi zato, da pač študenti verjetno ne bi, ampak to je bilo pol tako, recimo za oni, ko ste šli na živce, si vzel cajt pa si napisal, ne, kaj grdega ali pa kar pa je šlo. Zato te, ko ti je bilo vseeno, si pač mu dal neke poprečne, ene si pa full fajn oceno, vsaj tak smo mi delali, nažalost. Pri nas si mogel dati kao koliko približno ti je predmet vzel časa, bil ceno, pa koliko si bil prisoten, pa neke take stvari.
Ja, pri nas je bilo tako, da si mogel tudi profesora ful oceniti, ko bi mu priporočil, pa pol si lahko neko osebno mnenje mu poslal. Pa ja, pri nas si ga pa ocenil samo kot enih par parametrov, se pravi, a se ti zdi, da v kakej meri pač omogoča sprotno preverjanje znanja, če pošteno ocenjuje, pa lahko si dodal komentar, če si želel opisni, ni pa bilo treba. Ampak tam je bila vedno tak, če pošteno ocenjuje, kako ne jaz to vem, če samo svoje ocene vidim. Ja, pri nas je bilo tako, da sem imel razne vraže o tem, da so pol profesori, da pač tisti so naredili, ko je vrgul izpite v list, ne, izpite v zrak, pa tisti, ko so ostali na vizi, tisti so naredili, ker je bilo res včasih tako nepravično, pa tako random pogosto, ko pač se to sploh ne bi smel dogajati. Ampak ja, imaš kako izkušnjo, da si kak predmet res dolg ali pa da ste res imeli nekoga, da je bil občutek, kot da te res jebe? Ja. Pri nas je bila razvirmo sociologija taka, da so pač govorili tudi starejši letniki, ne, tako pa ko boste naredili sociologijo, ste faks naredili, kao, ne, pa je bilo dejansko pa, da on je res stari. To je pač bil en profesor, s katerim je bilo itak skozi neka drama in med profesori in med študenti, pa nikoli niso stvari štimale, pa pač meni so bilo drugače njegova predavanja ful fajn, ampak naredil si pa tako, eni so delali ful, ne vem, po 6-krat, 7-krat, ne, to pomeni, da si ti imaš ponavljati 3 roke za redno upravljanje izpita, ostale roke imaš pa pol plačati, ne vem, koliko pač, kukorkoli imaš plačati, kot to za študenta zdaj, ne. Kao da te malo prisilja tudi, da ti se učiš, samo on je imel res take fore, pa pol zelo pogosto pa je bilo to, ja, ne se učiti po zapiskih od drugih študentov, ne, ker kao ne boste naredili, preberite literaturo, ne vem, kao ne, in pač mene, ker mi je bila njegova predavanja všeč, pa ker mi je bil predmet všeč, sem ful prebral enih knjig sociologije, pa ne vem, ko nisem naredil 2-krat. Potem si pa dobil ene stare zapiske od ene, ko je naredila, sem pa naredil z 8. Ja, mi smo imeli pa enega, ko je imel sicer več predmetov, oziroma en je imel vaje, en je imel pa predavanja in ta dva sta bila res popoln par za kaos, ker sta bila oba toliko smotana pa zajebana. Take velike zahteve sta imela. Prvo se je začel pri tem, ko pač si vaje mogel praviti. Jaz nisem v življenju še več časa zapravil za seminarsko nalogo, ko pa pri tem predmetu. Ja. Pa smo kao z unim, ko smo skupaj delala, je 2 naredila, 7 smo dobila. Pol je bil pa on, ko je imel predavanja, je bil pa pač jasen vzorc. Prišli smo pisati in tako da pogleda takle, pa se odloči, zato ker je skoraj vsi smo dobili 4. Ta je tudi grda drugače. Ja. In to, ko sem se s ful ljudmi pogovarjal od drugih predmetov, ko je imel ta predmet isti vzorc. 4 na prvem roku. In pol na drugem roku smo pa vsi teti, ko smo 4 imeli, ponavadi z 8 naredili. Ja, ker ste se ful naučili. Ne, a veš, kaj smo se sam naučili? Ker to je bilo zgleda, pač secret sauce, da narediš njegov predmet. Da odgovarjaš z njegovimi besedami. Ja, isto smisla za reči, ja. Se pravi, da si vsaj... Ono, razmišljite svojim besedam, sam povejte pa tako, s tem spovedal. Ampak, ko si prišel na predavanje, je to pomenilo, da ti nisi zdaj smel se osredotočiti sploh na to, kaj so informacije, ki prihajajo iz njegovih ust, ampak na kak način se on izraža. Da si lahko pol to nazaj proti njemu uporabil, ker sam tak si naredil izpit. Ja. No, se ta isto drugače. Sam zakaj, stari, to je ego trip, če mene vprašaš. Ja. To je res to je zato, pač neko izražanje moči, ker ga v otroštvu nisi mogel, ali kaj pizda. Zadrži svoje frustracije. Zdaj nas bo je cancel, ko si zaklel. Zdaj sem že parkrat danes. Ja, ne vem, to smo imeli tudi zelo pogosto, drugače pa samo za dijake. 17 plus. Pri nas je bilo to, pa razvojna psihologija je bila tudi taka, da so pisali ljudje to ful velikrat. Pa da ista profesorica je pa imela tudi psihologijo družine učila. Je bila taka, da pač je rekla, kao, vedeli smo, da bo pač zdaj
da bo zelo težko. Ne. Ampak rekli, kao, prite, ne, so imeli fajn, ful se to naučili, sicer zahtevam, ampak boste kao vsi naredili, ne. Pa takrat sem bila za kolegom Miklatom, drugač sošolca, takrat smo bila tak, ajde, no, bilo to obema ful zanimiv, ne. Ajde, gremo to, pak smo vedela, da bo pač ne bo užas. In je pač ona res zahtevala, pa ful stvari smo delali, sicer je bilo tako, to je bil pa, mislim, da je bil to celo izbirni predmet. A tako da smo si res vzela neko stvar, ko pač smo se pa ful zabavala z njo, ne. In pa smo tudi dobila izpit, pa smo tako odprla izpit, pa odpreš izpit, pa pač pole so bila, ne. Pa začneš pist, pa se tako pogledala, pa vidim Mikla, tako. Ne vem, res je bilo ful težko, ampak smo pa vsi naredili. Ampak to dokazuje samo to, ne, da pač ni problem pa, da vse se da, če pač se profesor odloči. Ja. Ja, ne morem ti dati 4, 6, ja, sam ti se odločiš, pa sam napišeš, pa se popiš gor in to, da lahko mi daš 10, če hočeš. Da to vse skupaj je tak mal bullshit, ne. A si drugič imel dober feeling za večino predmetov, če boš naredil, ali ne? Veš kaj, ful se nisem hotel s tem ukvarjati. Mene ful šlo to na živce, ko sem recimo prišel kdaj ven po izpitu, pa so pa sošolke spredi, oziroma kolegice računale, pa primere rezultate, jaz ful in to mi je bilo, to mi je totalni stres. Nisem sam... Jaz sem bil vedno tak, veš kaj je bilo vedno, če sem razmišljal o tem, da ne bom naredil, sem pol naredil in pol sem rekel, ne bom se s tem ukvarjal. Ja, jaz sem ful predmetov sem oceno lahko pač kar uredil, da bom naredil. Ampak isto sem pa skoraj vse vne naredil, ko sem mislil, da jih ne bom. Ko sem mislil, da ne bo dovolj, ne. Ja. Pa se res nisem počutil, ko da imamo ono, veš, ko je ful pogosto vzorc, sploh v osnovnih šolah, da pač imaš ta kompleks, da zaradi želje po pridobivanju pozornosti vsem jamraš, da ne boš naredil. Kar zmatran. No, res se nisem... Pa jamra pa dobi 5. Res se nisem počutil, ko da nisem v ceno uredil, da ne bom naredil. Pač res sem se počutil, ko da nisem pač napisal dobro. No. To je bilo pa vedno tako, srednje. Ja. Neko srednja žalost je bila, ja pa imam jaz to izkušnjo. Ampak kaj jaz, da nisem imel nikoli zgleda težav za tem, da bi naredil izpite, ker pač se mi zdi, da je na našem faksu so bila zelo esejska vprašanja. In esejska vprašanja pomenijo, da imaš kar neki prostora, če pač je profesor v redu za neko svoje razmišljanje pa povezovanje, pa až nisem se zdaj toliko obremenjeval s tem, pač v redu, prebral sem vprašanje, pa se osredotočil na to, da odgovorim na vprašanje, nisem se pa zdaj obremenjeval s tem, če jaz nekaj napišem, kar me profesor ni naučil, pa si mislim, pa se povezuje s tem, ne. Se mi je ponovati obrestoval, ne pa da me je kaznoval, ampak spet čisto odvisno od profesorja. Ok. Prej si me vprašal, na kakem programu sem pol izbil, pa sem študiral v naši kratici PEF-UP, ne, Pedagoška fakulteta v Kopru, Univerza na Primorskem, pa program pa predšolska vzgoja, na primer, specifično, da sem to zdaj celotno dal vse pač od univerze do fakultete. Kaj pa še imamo zdaj to malo gledam, da ne bomo kaj spustila. Ja, zdaj bi se pa sam še malo pogovarjala. Pri nas je bilo full pol... nismo, zdaj sploh... debate v teh stopnjah 6, 7, 1, 7, 2, visokošolska, višja... To, kaj je razlika med visokošolskim pa višješolskim študijem? Ja, pač če gremo čisto po hierarhiji, po srednji šoli si ti nič, ne, imaš ti neko strokovno izobrazbo ali pa si gimnazijski maturant, pol naslednja stopna zdaj... Torej, samo v drugem primeru si nič. Ja ne, recimo, kaj si... Je pač drugače imaš nek poklic, študiram, kaj si ti, recimo za mene je bilo tako, če si šel ti, ampak to zdaj, jaz nisem hodil na... Pa če sem bil čist poklicno usmerjen, recimo srednja šola, ko si ti dokončal srednjo šolo, si bil ti lahko pomočnik vzgojitelja.
Ne? Pol, ko si pa ti faks naredil, si pa lahko bil diplomirani vzgojitelj, predšolskih otrok. Ne? In zdaj naslednja stopna po srednji šoli je... Reči, da ti si lahko bil pomočnik vzgojitelja, jaz sem pa lahko bil gimnazijski maturant naprej. Ti si lahko bil na šparu v blagajni. Ja, jaz sem pa lahko bil, kar sem lahko bil že v osnovni šoli. Ja. Mislim, še vsem se mi zdi, po eni strani imaš ti bolj odprte poti, kakor pa nekdo, ki je se počist poklicno usmeril. Po eni strani zdaj lahko je to slabo, lahko je to odvisen, kaj hočeš. Zdaj, če hočeš ti čim bolj broad knowledge, pa da si več poti odpreš, sigurno boš, da narediš splošno maturo, po moje. Pa greš pa kamorkoli, ker recimo, če imaš ti splošno maturo, boš lahko šel tudi predšolsko nalogo, predšolsko vzgojo delati, ne, ali pa katerokoli poklicno, sicer boš mogel neke stvari na začetku faksa malo usvojiti, ne, recimo neke koncepte glasbe, pa določene stvari psihologije, ne. Ki jih pač nisi imel v srednji šoli, medtem ko obratno je pa ful teže. Če bi šel ti zdaj, niti ne moreš, mislim, da ful teže prehajaš ti, če si neko poklicno srednjo šolo delal, pa da boš zdaj šel univerzitetni program, ponavadi sploh ne moreš v bistvu. Sigurno, ja. Torej, po srednji šoli imaš ti višjo šolo in si ti ponavadi iz tega prideš z nazivom inženir na časa, običajno. Pa imaš pa visoko šolsko izobrazbo, si ti diplomiran na neki, ampak piše vis zraven, ne, ker je visokošolska, ne. Si ti torej diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok, ne. Če pa narediš neko univerzitetno izobrazbo, imaš pa UNA programe, ne. Ampak, kakor se jaz spomnim, je na koncu med UN pa vis edina razlika, oziroma prva razlika je v tem, da so se vis manj jebali, da so faks naredili kot pa UN. Druga razlika je pa v tem, da samo na UN imaš nekaj plačilnih razredov več in to je to. Ja, se to je dovolj, sej itak na koncu. V glavnem se vprašamo to, ne. Je na koncu razlika, ne. Kaj bi pa še bilo? Med UN pa vis. Kaj bi pa še bilo druga? Ja, ne vem, mislim, plačilni razred pa malo teže je UN pa navadi, ne. Malo mi je smešno, zakaj sploh obstaja ta obe dve opciji za isti poklic. Zdaj, koliko še enkrat? Da mi je malo smešno, zakaj sploh obstaja ta vis pa UN, malo se mi zdi to brez veze. Da bi bil sam UN, pa ne bo pač isto za vse. Ker itak lahko... Ja ne, ker itak je še vse, pač malo na visu se boš mogoče malo manj matro z učenjem, bolj si poklicno usmerjen, pa pač imel boš mogoče teoretično malo manjšo plačo, kakor pa nekdo z UNA izobrazbo, ne? Sam za stopno... Je to logično, če delaš ti v javnem sektorju, se to ful poznaš. Ja. No, mogoče za javni sektor bolj relevant, to bi rekel. Vse je samo za javni sektor, to relevant, za onga niti... Ker samo tam v bistvu so določeni plačilni razredi zakonsko. Mislim, zakonsko imaš ti tudi omejeno, če dobiš ti pogodbo za delo, ne? Si do neke mere delodajalec, sploh če je to zdaj govorimo, če si zaposlen pri nekomu, ki ima DO, je plačni razred malo pogojen s tvojo izobrazbo. Ti ne more dati, mislim, da ti ne more zdaj kar nekaj, da mislim, lahko ti načeloma da, ampak je pogojeno do neke mere. Ampak, mislim, načeloma, če se ti strinjaš pa podpišeš, je lahko karkoli, ne? Ja, imaš spadi vedno klauzulo, oziroma imaš recimo tole pogodbo za delovnem razmerju, pa imaš pa napisan svoje delovne naloge, pa imaš pa spadi še na zvezdico in vse, kar ti naroči delodajalec. S tem sem se vedno srečal, da zdaj pa lovedica sorta, tam se dogaja nič kaj takega, no, zdaj za v mojem primeru, hvala Bogu, ampak ja. Jaz sem zdaj tule eno zelo fino razpredelnico, mi je naredil gospod Chat, v kateri imam celoten sistem izobrazbe v Sloveniji in zdaj mogoče bi sem še to šel čez, pa zdaj imam pač tudi primere zraven. Zdaj največ duhov buri ta, vsaj pa nas je bilo tako ta 6, pa 7/1, pa 7/2. Ja. Ne, ko imaš te stopne izobrazbe. Pa če grem zdaj sam, se pač to je zdaj v bistvu zaključek najne... Se je prvo, boj sem kaj 6. Ja. Jaz bi šel po vrste. A nismo zdaj šla? Še enkrat. V glavnem, pač stopnje izobrazbe ponavadi označujemo po starem, tole z rimskimi številkami še vedno, ker je pač, ne vem, tak se obdržal. Ker je v rimskih Toplicah bila prva šola. Ja, imagine. Torej prva stopnja
je nedokončana osnovna šola, trajanje. Whatever. Druga stopnja, to sploh nisem vedel, da obstaja. Imaš drugo stopnjo, je delno končana osnovna šola. Tukaj ne dobiš nobenega naziva v obeh primerih. Torej, prva stopnja je nedokončana osnovna šola, druga stopnja delno končana. Ne vem, kaj to sploh pomeni, da si naredil nižjo stopnjo, potem pa šel delati. Ja, maybe. Ne vem, sam tega, to jaz mislim, da je zdaj tako, jaz mislim, da v Sloveniji to zelo redko, običajno. Bi rekel, ampak ja, tak bi si zelo razumel. Ne vem pa, kak je recimo, če si ti homeschooled, kar je bolj popularno v drugih državah, pri nas mislim, da moraš vsem pol pač te teste pa izpite upravljati in pol se ti isto priznaje. Pa imamo tretjo stopnjo, to je pa dokončana osnovna šola, ki traja sedaj 9 let, jaz sem bil 8 let, sem preskočil 6. razred. Si tako pameten. Ko je resno? Ja. Jaz sem bil zadnja generacija, jaz sem generacija 96, ne? Ja, to je ta fora, ja, to me je že sestra zajbavala, da... Ja, sem preskočil. 8 let, ki si bil in pol, ja. Tako, mi smo 6. razred preskočili. Šel si pač iz 5. v 7. kar nekaj. V glavnem, torej imaš zaključeno osnovno šolsko izobrazbo, pri tipični starosti je ponovadi 15 let, razen oni ta brihtni. A to imaš zdaj v življenjepisu, da si 6. razred preskočil? Ja, se hvalim s tem. To je ful zanimivo, kot si delal življenjepis, kakve stvari zdaj pisati noter, pa kakve stvari ne pisati. Da je pa ful to ključnega pomena, glede na to, kam se prijavljaš. Ja, sem končal glasbeno, nižjo glasbeno šolo, dokončal osnovno šolo, tako totalni debil. Tretja je dokončana osnovna šola. Tako. Okay. Potem pa 4. stopnja je srednja poklicna šola, ki traja običajno 3 leta. Z njo si dobiš poklicno izobrazbo, v obeh primerih pred bolonskim in po bolonskem. Tu so recimo kuhari, frizeri, avtomehaniki, tudi mi na predšolski, naprimer, ne? In že tukaj se pač loči zdaj ta UNVIS pa za naprej lahko. Potem pa 5. stopnja je srednja strokovna. Predšolska je 4 leta. Jaz se to zdaj malo računam, mislim, da sem se malo ugriznil. Zdaj se bom. Ja. Mislim, da sem bil jaz tukaj. Tukaj je zdaj recimo, tukaj noter, naprimer, tehnik računalništva noter, ne, kot primer take šole. Zdaj ne ima srednja poklicna. Jaz mislim, da sem bil še vsaj na srednji strokovni. Ja, zdravstvene, to noter traja 4 leta, dobiš srednjo strokovno izobrazbo, pa končaš pa navadi pri 18 oziroma 19 letih. Ne, to je zdaj še vse 4. stopnja. To je 5. 4. stopnja je srednja poklicna, okay. 5. je pa srednja strokovna. Okay. Potem imamo pa najeno 6. stopnjo, to je višješolski študij, ki traja običajno 2 leti. To sem tudi jaz naredil med drugim. Gimnazijski študij je strokovna. Je v bistvu 5. stopnja gimnazija. Ja. Okay. Da, ja, tako, srednja strokovna ali gimnazija. Potem 6. visokošolski študij, ki traja 2 leti. Tukaj pa žal imamo kreditne točke in sicer tukaj si jih lahko nabereš do 120. Mislim, toliko je vreden. V prejšnjem sistemu si bil ti recimo inženir ekonomist nečesa, v onem primeru pa sam inženir. Torej zdaj, ne vem, jaz sem zdaj recimo po dokončani višji šoli sem recimo inženir informatike, ne? Nisem diplomirani. Zdaj pa, če bi šel pa na, to je recimo zdaj, če si v Celju, če greš na abituro, si inženir informatike, če bi šel pa na FKPV, ki pa je visoka, ne višja, bi bil pa diplomirani inženir informatike. Pol pa sledi 7.1 pa 7.2, to, kar je običajno najbolj pač čuden, in 7.1 je upravljeni visokošolski študij, ki traja 3 leta, pa dobiš diplomo. Pa imamo pa 7. stopnjo skozi 2, je pa že magistrski študij, ki pa traja 2 leti. Jaz imaš ti tudi 2 leti? Ja. Čak, povej. Kam zdaj dama, ker visokošolski je bil 6. stopnja. Koliko še enkrat? Visokošolski je bil 6. stopnja. Ja. 7/1 sta UN in VIS. Koliko, kjer? 7/1. 7/1 je VIS. Aha, in 7... Za 7/2 rabiš pa, je pa univerzitetni, tam pa delaš ti pa magisterij še lahko. Aha, lahko ga delaš. Ja, ni pa zdaj
Pač iz tu lahko pol napreduješ ti na magisterij, ne? Ker jaz sem zato, ko sem zdaj prvo zastopil, da 7/2 imaš, če si upravo magisterij. Ja. Ampak imaš 8 pa, če si upravo magisterij. 8 je pa že doktorat. Ok, to mi zdaj še zmeraj ni jasno. Zdaj imam tukaj, če da vidim, če imam napisane primere, škoda, da mi ni dal za eno stroko, da vidim, če imam še to. Ne vem pa za medicine, pa nimam za nazaj. To pa kaže, da je primer študenta medicine pa posebnost, ker medicina ima pa še vedno enovit magistrski program, pri katerem ti najprej delaš 6 let in si doktor medicine, DRMed, pa narediš lahko še doktorat oziroma specializacijo, pa tako moraš narediti, da sploh lahko delaš. Zdaj pa gledam, če imam slučajno napisan tole. Zdaj, kar mi loči je to, da 7/1 pa 7/2 mi loči, da je 7/1 je visokošolska izobrazba, torej bachelor, 7/2 pa magisterska izobrazba, pa master. Aha, ok. Ja, sam pol je, tako sem prej rekel, da 7 je UN in vis. Nima tu razlike glede stopnje. Očitno. Ja. Zdaj, ker ni mi ga dal. 5, 6... Bilo bi smisla, da bi bilo samo 6 brez vsega, ne? No, ja, veš, to sem ti prej hotel povedati, da je res edina razlika plačilni razred, ker še po stopni si isti. Ja. Sam, da si se bolj matro. Ker je 6/1, 6 je više šolski, ne? 6 je visokošolski. No. Ne, se imaš prav, ja. Ne, tako smo rekli, ja. Ja, mislim, kaj bi pa še bilo poleg plačilnega razreda? Vse itak je to na koncu. Če si v javni upravi. Če si v javni upravi, ja. Mislim, če si pa privat sektorju, pa tako ponavadi bolj šteje tvoj doprinos, oziroma kaj ti piše. Tako. Če si v privat sektorju, sploh ne iti v šolo. Ja. Čeprav v današnji industriji se res v današnji ekonomiji, v gospodarstvu se je res pojavilo ful veliko firm, ki jim je vseeno za izobrazbo, ampak samo za performance. Se po eni strani to prav, ne? To je po eni strani prav, pa da dejansko je nekaj od tebe, ne? Ja, ne vem, osebno drugače ne poznam, videl sem pa veliko zgodb takih. Jaz bi sam še to rekel, da je bolj... Nočem s tem povedati, da ne iti se šolati, no. Ker se mi zdi, da je še zmeri... Ne, pa sej na ogromno drugih področju življenja vpliva to, da pač ti greš od socializacije od tega, da znaš z nekimi dokumenti delati, znaš delati v družbi, ne vem, no. Fajn edino, da ta čas dobro pač izkoristiš, no. Jaz bi rekel sam, da ne iti v šolo naprej, samo v primeru, če točno veš, kaj bi rad, pa ti faks pri tem ne bo nič doprinesel, pa da si v tem dober. Pa sploh, če te ovira faks pri tem. Ja. To bi še rekel, da doskrat pa dajo, recimo, da je privat sektor, oziroma v gospodarstvu, še vseeno, da ko je razpis za delovno mesto, pač dajo zraven pogoj, katero izobrazbo. Po teh kriterijih jaz ne vem, zakaj sem faks delal. Za ziher. Ne, jaz sem ga v bistvu... Če se boš v javni upravi zaposlil. Ker sem vedel, da ga imam lahko. Ja, se pa če ne bi pa drop out, ne. Še vsem pri nas je to, jaz mislim, da je... Še vsem se mi zdi, da je smiselno izkoristiti, pa kupiš si nek čas zraven, razen če že imaš zdaj, da lahko greš kar delati, oziroma da ti je to, kar bi delal, da že imaš na voljo, pa da ti je to okej. Pa sploh, ker se s tem ne zadolžiš v naši državi. Tako, da je čisto smiselno pač porabiti ta čas, ki ga lahko itak vse izkoristiš, pa da ga ne vržeš stran, imaš neko izobrazbo, mogoče si postaviš neko mrežo ljudi zraven. Pa pol, če si pa prestar, pa v takrat šele pa razmišljaš o nekem plačljivem faksu. To se mi zdi, imamo mi ful privilegij v Sloveniji. Pa še vse pač bonitete, ki ti jih daje status študenta. Tako, da jaz mislim, da lahko cvirka zdaj tule rečemo, da podpiramo to, da pač probate si pridobiti najprej formalno izobrazbo, pa pol še vse en... Pa preden zaključimo, povej sam, Florian, ne želim. Kakšen je tvoj naziv? Če ga sploh veš. Kao od osnovne šole naprej.
Ja, ne, jaz sem vse skupaj. Ne, v bistvu... Ja, jaz sem 2 naziva, ne? Samo iz fakultet sem mislil. Iz česa pa še? Ja, lahko bi še za srednjo šolo Ja, povedal. jaz diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok in inženir informatika. Pa si bil Ne, Aha. jaz sem bil viz, pa pol VŠ. Jaz sem pač naredil najprej visoko, ne? Pa potem Viš, še si višjo. prvo naredil, pa visoko. Ja, ne, ker sem glih obratno delal, ker sem najprej Če si dokončal pol bil visoko, potem sem inženir. pa šel na višjo. Če ni visoka, 2-letna. Ne, glih obratno. Oh, shit. Najprej je bila visoka, ne? Torej poklicna neka. Mhm. No, to je lahko tudi poklicna. Glavno, najprej je bila visoka, ki traja 3 leta na fakulteti, potem sem šel pa še v privat, višjo šolo. Tako. Super. Imaš kakšno lepo misel še? Eno, kaj pa si ti? Jaz sem pa... A si že? Sam nisi še? Ja, to sem že. Diplomirani. A ja, magisterij delaš? Ja. Sorry. Jaz sem A ja, še eno stvar moramo povedati. diplomirani ekonomist podjetništva UN. Zato, ker se mi kao, ampak je čisto vse, na koncu smo vsi, ne glede na to, na katerem programu smo bili, smo diplomirani ekonomisti, ampak dopiše se ti zraven UNO, kar si imel usmeritev podjetništva. Aha, ok, valjda, ja. Kao modul v bistvu. Ja. A še ima 5 minut? Ja. 10 minut? Mm, 15 minut? ne. Jaz bi sam še zdaj to mogoče za vse, ki ste tole poslušali, pa ki se vam je zdel zanimiv, verjetno boste slejko prej mogli tudi diplomo napisati. To tudi tebe še čaka. Magisterska, začeti diplomsko si napisal ali si lahko izpite naredil? Napisal sem, ja. Nekateri faksi imajo to zdaj, ne vem, kjer je, predvsem tudi, ko... Ne, a recimo za glasbeno pedagogiko, ne bom zdaj trdil, ampak mislim, da ne rabiš... Je pa neki faksov, ki so včasih omogočali, da si naredil izpit, Ali pa dva. zdaj ne omogočajo več. Aha, pa zdaj ne treba mogoče zdaj več. diplomsko nalogo. A to je povsod zdaj pol? Ali ne veš? Ni povsod. A, ni povsod. Mislim, da tudi na predšolski vzgoji ni diplomska A naloga. ja, už da je. Mislim, da je le Prej rekla, da naredil. ne. Ona je pa na razrednem pouku, prijatelj. A ja, no pa tam ni, Tam pa, recimo, tam pa no. mogoče ni, a tam pa menda res Ja. ni. S tem, da ona vkopajo, to je spet mogoče. Ja, Tudi vsaka univerza ima pa neke svoje te fore. Kaj bi zdaj sam še to povedal, kako se diplome lotiti, pa kako najhitreje do tega prijeti, ker marsikdo, ki je tole zdaj poslušal, bi mogoče to prišel prav. Jaz sem imel ful vprašanje, kako zdaj, tako sem si predstavljal to zdaj neka ful, da je to ful big deal, je pa v bistvu samo ena malo bolj objestna seminarska naloga, naprimer. Načeloma diplomsko nalogo moraš narediti na koncu zato, da dokončaš študij. In zdaj ločimo običajno 2. Ena je teoretična diplomska naloga, druga je pa praktična diplomska naloga. Ste imeli podobno? Vsaka diplomska naloga je teoretična, nekatere imajo pa še empirični del. Aha, tako. Tako. Ampak ena je pol lahka, ne? Ja, Oziroma v ena je pa vsakem primeru samo- moraš imeti teoretični Tako. del, pa pol imaš, tako kot si ti rekel, ja. Pri nekaterih imaš pa tak, da imaš samo teoretični del. In zdaj pač odločite se za eno izmed teh, ponavadi, ko zdaj zaključujete študij, se vprašate, ali boste delali, vam ta diploma zdaj dejansko nekaj koristi, ali boste si diplomo prilagodili temu, da sam čim lažje pa čim hitreje zaključite študij. Predlagam tudi, da si diplomo tisti, ki delate redno, pustite za na konc, pa izkoristite kot absolventa celega še lahko, ker s tem, ko vi zagovarjate diplomsko nalogo, kar je zadnji stadij diplomiranja, s tem zaključite faks in pol, tudi ne, mislim, da nima... Status študenta zgubiš. Tako, da si puste recimo diplomo za čist na konc, vse ostalo naredite prej, torej naredite vse, kar morate narediti v zvezi z diplomo, pa samo zagovor si pustite za na konc, ker je v bistvu to samo formalnost. Vse načeloma tudi profesori že tako To- gledajo na to. No. Tako je. A ti si, kako si pa imel ti diplomsko nalogo? A kaj naslov, kaj sem? Ne, si imel empirično ali teoretično? Oboje. Aha, si imel oboje. Ok, no se jaz tudi. Vzel sem si neko, se to sem že razlagal, ampak ne bi zdaj sploh o temi. Jaz sem si pač vzel profesorja, a ja, tako je, da ko se odločiš za diplomsko nalogo, moraš Mentorja. vedeti, pri katerem predmetu boš delal, oziroma pri katerem profesorju, to je ponavadi nekdo, ki te uči, pa ponavadi iz njegovega predmeta pol delaš, oziroma iz neke snovi, ki je s tem povezana. Najlažje je, če imate profesorja, ki vam je všeč, pa da vas je učil in da je relevanten za vaš
predmet ali pa zanima, greste do njega, pa vprašate, če bi bil vaš mentor, lahko to tudi pisno napišete, pa vam pol on, pač, če bo sploh za ali če je na voljo, vam pač pove, da je, pa z njim sestavite približno naslov. Pa zdaj stadiji, po moje, ki so zelo tako na pamet, to zdaj sam govorim zato, da je mogoče omogočima, oziroma da je malo olajšama nekomu celoten ta proces. Prvo je to, da si izberete, pozanimite se malo, kako se pri določenih mentorjih opravlja diplomska naloga, se pravi... Pa kako so bili drugi z njim zadovoljni. Tako, pa kako so bili odzivni, to je zelo pomembno, ker lahko ti napišeš nekaj za diplomsko, pa čakaš pa 2 meseca tega mentorja si ne zbrati. Zberite si načeloma tudi enega, ki je vam bil všeč pri pouku, pa za naslov si zberite nekaj, kar vam je zanimivo, ker če ne bo suffer. Tako je. Kar ti vsaj, jaz recimo sem se na tak način odločil, da sem naslov zasnoval v okviru knjig, ki sem jih že prebral. Okay. To je v primeru, ker lahko ti tudi mentor oziroma ta profesor ti mogoče že da. Ja, pa če je le možno, se izognite somentorstvu. Ja, ker tako je manj dogovarjanja, manj usklajevanja, manj čakanja. Ja. Pol pa je na vrsti prva dispozicija. Še predlagal bi to, da si izbereš neko praktično stvar, ki jo boš izvedel v tem času, pa da nimaš nekih anket, pa da ne izvajaš nekih... Najlažje narediti nek poskus ali pa kako bi to rekel, izvajati neko... Tista obdelava podatkov je pa ta nadležen del pa navadi. Ja. V glavnem, no kar povej. Ja, dispozicija je pol prvo. To je v bistvu kot neka zasnova za diplomsko nalogo, ki jo moraš napisati, pa prijaviti, pa potem prijaviš tudi naslov, oziroma naslov že prej, lahko mislim, da prijaviš. To ti mora vse mentor podpisati, odobriti, dispozicijo se popravlja. To je v bistvu samo en malo bolj obširen Word dokument, v katerem imaš ti naslov, cilje, pa celotno vsebino, vsaj pač zastavljen okvir z kazalom, pa spodaj imaš ta podpis mentorja, pa to je v bistvu so spet formalnosti, pa ta del, da ti pač kazalo narediš, mislim, da je to bilo največ. Pa veliko stvari, ko so v dispoziciji, bojo šle tudi v diplomsko nalogo. Pa ne si, če pač delaš dispozicijo, pa pošleš, pa ti mentor popravi, pa ti pošle popravke. Ne biti pameten, ampak samo naredite, kar so vam rekli, da naredite. Ja, če ne... Nekaj si se naučil. Ne, jaz nisem imel pač... Jaz sem to naredil, zato da je bilo čim prej konc. Drugi so imeli težave, razumem. Ja. Isto pa pri diplomski. Pač popraviš, kar ti rečejo. Zdi se mi pa, da ti mentori, ko popravke delajo pa to, da oni zelo na tak način popravljajo, kot da bo to za 10. Ja. Da k temu stremijo. Stremijo čim višji ocen, ja. V glavnem, ja, torej zdaj smo rekli, da si pripraviš, ko boš sploh delo in to vse narediš v tej dispoziciji, potem pa ti to oddaš, pa če je mentor z vsem zadovoljen, vključno s tem, če je zadovoljen z vsebino, z kazalom pa vsem, kar si napisal, potem to neseš na referatu, v bistvu, kjer prijaviš svoje diplomsko nalogo in pa imaš zdaj v bistvu eno leto imaš časa, da ti pač vse dokončaš vred z zagovorom. Ja, eno leto ta tema vela. Pa mislim, da je še možno podaljšanje pa za neko dodatno vlogo. Tako, ja. Če imaš zelo dober razlog, v bistvu ti odobrio, mislim, da nekaj tajega. To pa, ko imate to narejeno, se pa lahko v bistvu lote pisanja po tem kazalu, ki ste ga zastavili. Ko imate okvirno zaključeno diplomsko nalogo, čim prej pošljete mentorju, on si bo vzel nekaj časa, računite na to, da tudi če imate, vi mislite, da boste sami hitro zaključili, upoštevajte to, da si bo verjetno mentor vzel več časa, da bo sploh pregledal, pa on še vse ima kar nekaj časa, pa računite na to, da bo vam on 1, 2, 3 sigurno nazaj poslal, pa da boste določene stvari popravili, kaj se zna pol zavleč, sploh če so neke počitnice vmes ali pa če delate čez poletje, pa navadi čez poletje se nič ne zgodi, da imate to v mislih, da vam bo to vzeli pol 2 meseca sigurno za popravke. Torej ti lahko napišeš diplomsko v 2 mesecih, pa boš pa 6 mesecev pa zagonil za te popravke, pa spošiljen sem pa tja. Slaba ideja je spraviti se pošiljati, ne vem, junija. Ja. Če pošiljaš junija, pomeni, da boš imel kar na tesen, da boš lahko dobil ta prav čas za govor. To.
Pa ko imaš pa vse odobreno, lahko se pa prijaviš še na zagovor, pa ko imaš ti, ko dobiš recimo nek datum, preden dobiš ti datum za zagovor, boš mogel poravnati se obveznosti do fakultete, če jih imaš, ne vem, od prijave do, ne vem, če se karkoli plačuje, pa mogel boš dati to svojo diplomsko nalogo tudi natiskati, to je najlažje, da se pozanimaš kar na fakulteti, katere tele... Pri nas ni bilo treba. Ni bilo treba natisniti? Ni več, samo digitalno. No jaz sem še imel to, da sem mogel v 2 izvodih imeti natisnjeno, pa to ful plačati. Oni pa navadi imajo kar že zmenjen s kom, tako da ti v bistvu se pozanimaš, če ima fakulteta koga omiljenega. Pa ti oni vse naredijo, držiš, pa fajn je, da se držite teh priporočil. Ne, mislim, to se moraš držati navodil zapisati diplomske naloge, kjer je vsebinsko in tudi tehnično napisano, kako mora vse skupaj izgledati. Po tistem se držiš, na koncu vsega te pa čaka, ko je mentor zadovoljen, še pa lektoriranje, pa vse skupaj vdaš, čakaš na zagovor, pa sledi še formalnost. Pa ne se bati uporabljati umetno inteligenco. Pa ne je uporabljati nespamet. Ne, pa mislim, da to bolj... Če ne boste uporabljali, boste sam zadnji ostali za drugimi. Ja, I guess, ja. To ne se bati zagovor je v bistvu sam še formalno, zdaj ste tako večino dela naredili in je pa če treba za sam še povedati. Moj največji tip bi bil to, da pač predstavite v zagovoru, kar ste sami naredili, pa rajš minuto krajš, kakor pa, da ste predolgi v tistem časovnem koju. Ja, malo se jim ne da biti tam. Ne da se jim da. In so ful veseli, če se hitro zaključijo. To, pri nas, a ste imeli, kak je počasih, ko so bili ti pred bolonskim sistemom, predvsem je bilo to ful značilno, da so imeli ful pogostitve, ki so jih študenti pripravili. Kak si imel ti izkušnja, si sploh imel... Ne. Nisem imel. Pa si bilo tako, da je bilo... Mi smo imeli pogostitev, ko je bila podelitev diplomske naloge, ampak je to faks organiziral. Tako, ja, pa nas tudi. To, ko imate zagovor, sam ne vem, jaz ponovadi se kaka roža, pa kaka bombonjera se kupi v zahvalo mentorju in to je to. Ja, jaz sem bil na zadnje skoraj edini, ko sem nekaj prinesel. No jaz sem mu, ker se mi zdi to pač... Ja, meni se tudi, ne vem. Ja. Razen, če je zdaj res, če je bil ful neodziven, pa ful težil, pa koga jebe. Pač. Pa sam narediš, pa... Ja, v redu, mislim, da smo kar povzela tole, če pa še bo kaj, pa sigurno, me pa zanima, kdo je poslušal tole, lahko komentirajte, kaj je bilo všeč, kaj ni bilo všeč, pa če vam je poslušalcem všeč način trenutnih podcastov. Tako. Ali si želite bolj informativnih stvari, ali rajši poslušate kakšno zgodbico. Tako. Ali bi rajši poslušali čim prej še koga drugega. Lepo se imejte in veliko se smejte. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.